Dan Zemlje je dan, ko se zavemo, da je od ravnanja vsakega izmed nas odvisna prihodnost sveta. Industrija, promet in intenzivno kmetijstvo proizvajajo vedno več ogljikovega dioksida in metana, ki sta glavna toplogredna plina. Da bo naša Zemlja ostala nam prijazen planet, reciklirajmo in zmanjšamo količino odpadkov, uporabljajmo javni prevoz, kolesarimo in hodimo, posadimo drevo. Učenci od 1. do 4. razreda ste izbrali eno vrsto odpadka in raziskali, kaj se zgodi z njim. Razstave si lahko gledate v avli. Učenci pouka, poskusov kemiji, pa smo se posvetili nevarnim odpadkom. Anketirali smo odrasle in ugotovili, da vedo, kaj so nevarni odpadki, zakaj so nevarni in kam jih odlagamo. Mi pa bomo povedali, kaj so nevarni odpadki, zakaj so nevarni in kam jih odlagamo s kratko predstavo. Zbiram vojsko nevarnih odpadkov! Povej, kako mi lahko pomagaš uničiti planet Zemlja. Sem iz živega srebra, ki je zelo nevaren in strupen. Nevarna kovina, praviš? Kaj pa ti, majhna, okrogla stvarca? Kaj imaš tukaj? Videla se baterij, stojijo nevarne snovi, kot so živo srebro, svinec, nikol in kadmij. In kislino. Kislino praviš? Kislina mi je všeč, ker razžira stvari. Pa kadmij mi je tudi všeč, ker je nevarna in strupena kovina. Kaj pa ti? Jaz pa dajem svetlobo z elektritvijo živosrebrnih par. Živosrebrnih par, praviš? Pa iz stekla si tudi. Živali se lahko porežejo na steklu. Pa ti? Vsebujem nevarne spojine in sovražnike lahko omamim. Otroci, ne pozabite, to niso bombončki. Kar pozabite. Kaj pa ti? V meni je veliko kovin in baterija. Pa kaj, plastike? Ja. Plastika mi je všeč. Ampak rabim na to vojsko mojo nevarnih odpadkov. Nekdo poveljuje. Zato bom podlical 5 sestričan, da pridejo sem in da povodijo mojo vojsko na planet Zemlja. Zato da ga uničijo, zakulijo, razžrejo, eksplodirajo na milijarde mednih koškov. Zato da jaz lahko zmagam. To je znak za unetljivo. S temi snovmi moramo biti zelo previdni, ker se lahko hitro omamijo ali eksplodirajo. Eksplodirajo, praviš. To je dobro, to je dobro. To je znak za takojšnjo strupenost. Kemikalije s tem znakom so zelo strupene. To je znak za jedkost. Razžiram kovine in tkanine, še posebej sem nevarna za oči in kožo. Oči in kožo, praviš, pa te ne bojo morali več gledati in sploh ne bojo videli, kaj se zgodi z njihovim planetom. To je znak za takojšnjo akutno nevarnost. Če snovi s tem znakom pridajo v stik z usti, začnete kašljati in lahko ogrožate določene organe. Če s kožo vas začne zelo srbeti, če pa se pa počasi ozijo. Jaz pa imam znak za nevarno za okolje. Te snovi škodujejo okolju in organizmom, ki živijo v naravi. Rak imam vse, kar škoduje okolju. Zdaj pa pojdite napaditi ta planet in naj vas nihče ne ustavi. Korakajte, korakajte! Ojoj! Poglejte, koliko nevarnih odpadkov! Vse moram zbrati v posebne zabojnike za nevarne odpadke. Marca, zberi vse tablete. Ti, Maj, zberi vse stvari, živi srebro. In
ti zveri vse baterije. Jaz bom pa zbral vsa čistila. Ne, pospravljajo jih, reciklirajo jih bojo. Moja moč, moja moč, moja moč. Tukaj smo zbrali nevarne odpadke v posebne zabojnike in odpravimo na komunalno v tabre. Podjetje Intersoruh prevzame baterije in pripravi za nadaljno uporabo. Potem iz baterije izločijo kovine, jih starijo in uporabijo za izdelke. Z recikliranjem baterij prihranimo veliko energije, saj za eno baterijo porabimo 50krat več energije, kot jo sama baterija proizvede. Z recikliranjem baterij ohranjamo naravne zaloge kovin, ki so omejene. 3krat prerazločevanje in recikliranje baterij. Naša okolica je čista. Mirno se lahko sprehodimo po parku nasproti šole. Tam ima vsako drevo svojo tablico, na kateri latinsko in slovenskimi rastline. Vabim k pogledu. Čista in urejena Kranjska Gora pa privablja turiste. Slovenija ima enkratne naravne danosti. Je dežela s čudovito naravo, ki jo cenimo prebivalci in turisti. Prav naravne danosti predstavljajo pogoj za razvoj zelenega, odgovornega turizma. Turizem lahko pogosto negativno vpliva na okolje, zato je pomembno, da razvijamo zeleni turizem, ki se trudi zmanjšati vplive turizma na okolje. Tudi tema 30. državnega festivala Turizmu pomaga lastna glava je bila zeleni turizem. Ker je narava skozi Lesavsko dolino bogato obdarila z lepotami, smo imeli po eni strani lahko, po drugi strani pa dokaj težko nalogo, saj imamo toliko naravnih lepot, da jih je bilo težko izbrati le nekaj. Naši turistični nalogi smo vam pripravili izlet v zelenem objemu lepotino Puščov. Našim izletnikom obljubljamo zeleno, aktivno in pa seveda zdravo doživetje. Najprej bomo obiskali Rateče, zatem zelence, potem pa še Gozd Martuljek. Odbližje se bomo spoznali čebelarstvo, drugi izvir Save Dolinke in pa seveda dva metuška slapova. Pojedli si bomo slovenski tradicionalni zajtrk in odlično kosilo v Brunarici pri Ingotu. Z nami na izletu bojo gorski vodnik, Kekac, naš čebelar in čebelarka in pa gorski reševalci. Pomemben del našega izleta je tudi predstavitev čebelarstva. Čebele in ostali opraševalci so za življenje ljudi zelo pomembni. Od opraševanja je odvisna kar 1/3 pridelane hrane na svetu. Z opraševanjem rastlin čebele pripomorejo k uspešni kmetijski proizvodnji in tudi skrbijo za biotsko raznovrstnost, ki je ključnega pomena za razvoj in ohranjanje človekovega naravnega okolja in s tem človeštva samega. Z našim izletom smo se pridružili tudi pobudi Čebelarske zveze Slovenije. Da 20. maj postane svetovni dan čebel. Zakaj pa ravno 20. maj? Mesec maj je na severni polobli
mesec najnujnejšega razmnoževanja čebel, zato je v tem obdobju najštevilčnejše čebele. In opraševanje je zelo pomembno. Smrekovem medu. Pride nekdo, ki še nikoli ni poskusil smrekovega medu in nas vpraša, kakšnega okusa je smrekov med. In mi mu začnemo razlagati. Ima okus po lubju, po smoli, je sladek, po kamnih in zeliščnih bobonih, po zeliščih, a je vseeno drugačen. On vse to razume, a pravi. Imam neko predstavo o tem, a še kar ne vem, kakšnega okusa je smrekov med. Ker je kemik, pokliče profesorja iz kemije in on mu razloži, kaj vse najdemo v medu. On se to razume, a pravi, imam neko predstavo o tem in verjamem, da je vse to res, a še kar ne vem, kakšnega okusa je smrekov med. Nato pokliče nevrofiziologa, ki mu razloži, kaj se zgodi v ustih in v možganih, ko poližemo žlico smrekovega medu. On na koncu pa reče, da ne ve, kakšnega okusa je smrekov med. Nato pokliče čebelarja in ga vpraša, kakšnega okusa je smrekov med in on mu reče, jaz ti pa tega ne morem povedati. Na, izvoli, poskusi. In on poskusi žlico smrekovega medu in reče, aha, zdaj pa vem. Nismo pa pripravili izleta, ampak tudi našo družabno igro v zelenem objemu lepot in okusov. Naša čebela bo med vas učence razdelila nekaj letakov. Družabna igra bo tudi v knjižnici, da boste lahko preizkusili svojo srečo, pa tako še bolj spoznali naš izlet. Na našem izletu so pa tudi beli. Lepote naše krasne. Tu zelenci svet naravni so, radi jih imamo, brez njih težko bi tu, dečko mlad, pojedel kikec, prišel je sem, prav za vas, tak na zajtrk, kar slovenski, terčevive in pomlad. Zdaj bi pa jaz prosila za 3 prostovoljce, ki bi se šli našo igro. Bolj mlajše. No, pa pricni. Te ne, prideš. Daj bi še. Vsak učenec ima 3 poskuse, da vrže kocko. Kdor pride najdalj, je pa zmagovalec. Vsak si lahko izbere eno barvo. Zdaj pa, kdo bo začel? Sunce imajo prednost. 4. Zdaj pa, ti. Ker si priden kot čebela, greš lahko se že 4 polje naprej. Zato, ker si pojedel slovenski tradicionalni zajtrk, boš še za 2 polja naprej. Si se odpravil proti zelencem, zato greš še 2 polja naprej. Zdaj pa kot zanimivost, da so zelenci drugi izvir Save Dominke. Zdaj pa druga.
Se vam zahvalila za vašo pozornost, pa bi vam zaželila lepe počitnice.